Oddajo začenjamo ekonomsko. Bencinske črpalke so se od začetka korone namreč odločile, da bodo ob visokih cenah čokoladic, energijskih pijač in kondomov podražile še edino stvar, ki so jo ponujale po normalni ceni. Bencin. Poglejmo. Cene goriv letijo v nebo. Poln tank vašega jeklenega konjička je za približno 40% dražji, kot je bil pred letom dni, in to še ni zgornja meja. Cene se bodo v prihodnjih tednih in mesecih še višale. Ja, bencin je tako drag, da roparji namesto dnevnega izkupička po novem baje rajš ukradejo en tank. Ko greš na banko po kredit za avto, moraš po novem povedati povprečno porabo. So pa vesele vsaj cash baby, a niso? Po novem jim ni več treba posedati v prestižnih hotelih, ampak se sam sprehodijo do Petrola. A tu imaš poln tank dizla? Daj me pel domov. Baje, ne vem. Čeprav je nihanja na trgu energentov nemogoče predvideti, smo vprašali tega mimoidočega za njegovo mnenje. Dajmo si pogledati, kaj je rekel. Vedeli smo, da se bojo, pa verjetno bojo šli kar še malo gor. Skoraj vem, skoraj siguren sem. Kako, na podlagi česa? Ja, se vidite, kako se gre vse gor. A pa mislite, da se bodo potem ponovno kaj spustile cene, ali bodo Ne, pa se bojo pa ustalile. Kaj mislite, koliko? Na €60. Dizel. Skoraj siguren. €60. Dizel. Vam povem. Za tako gotovost sta samo dve razlagi. Ali je ta gospod prišel direktno iz najvišjih krogov naftne industrije, da nas poduči, kaj nas čaka, ali pa direktno iz prihodnosti, da bi lahko tanko, dokler je še poceni. Držijo pa se tudi drugi energenti. Dajmo si pogledati, kaj o gibanju cen v prihodnje pravi strokovnjak za energetiko. Torej, cene bodo rasle še nekaj časa, vendar mislim, da bo Evropska skupnost hitro ukrepala in bo vsaj v času zime zaustavila to rast cen, predvsem elektrike, pa tudi plina. Okej, to, kar gospod govori, je verjetno vse res, ampak jaz mislim, da bi bil ta prispevek veliko boljši takole. Torej, cene bodo rasle še nekaj časa, vendar mislim, da bo Evropska skupnost hitro ukrepala in bo vsaj v času zime zaustavila to rast cen, predvsem elektrike, pa tudi plina. Na veke vekov, amen. Sicer pa ekonomisti poudarjajo, da se bodo visoke cene energentov kmalu odrazile tudi drugje. Slaba novica je torej, da se bo podražilo vse, dobra pa je, da bo to verjetno pomenilo, da bo na cesti manj pijanih voznikov. Zakaj? Noben si je več mogel privoščiti visoke kazni, ne, pa ko je pustil celo premoženje za bencin in za vino. Ni tega kaša. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.